Dober dan, Peter. Dober dan. Evo, da smo se oglasili pri tebi na Super. dvorcu Štatenberg, katerega že kar en čas, bi rekel, ohranjaš pri življenju in mu daješ poročni vibe, ne? Točno tako, ja, res je. 15-letnik je, ja. 15 let že to traja. Ja, 15 let, ja. Bil sem nekaj let nazaj tukaj, pa nazadnje, no. Pa sem bil danes presenečen, ko sem zvedel, da je to že 15 let, ja. Ja. No, tako iz fotografskega stališča, pa iz tega, kjer jaz sodelujem tukaj s tabo, lahko rečem, da ti je ful dobro vse to, kar delaš. Hvala. Jaz sem se vedno, tudi kot ponudnik, imel ful dober, svati so pa vedno uživali in je bilo res hudo tukaj pri tebi, pri vas, kakorkoli, ne. Pa že tako, no, tukaj, kjer zdaj sedimo, no, tako iz našega stališča, ker rabimo neke lepe vizualne dele, je to res huda lokacija, no. Res je, ja. Že to dvorišče, ne, nekaj posebnega, ni čisto. Predlani sem mogel celo z dronom ob polnoči delati, ker je bil ognjemet in so rekli, mora se dvorec videti, mora se ognjemet videti. Sem rekel, ja, tole iz tal ne bo šlo skozi. Pa še torta, ne? Pa še torta, ja. Vse je moglo biti, ja, pa torta vedno tamle pri vodnjaku, Ja. ne. Točno. Ja, lepi spomini vsi tukaj, čeprav še nisem bil nikoli na dogodku, tako da bi samo užival. Samo Vedno užival, sem ne? delal zraven, pa vedno so bili lepi spomini, tako da ja. 15 let. Veliko, koliko porok je bilo v tem času že? Ja, sicer ne štejem, na začetku je bilo malo manj porokic, ne. To smo začeli leta 2011, sem začel novembra. Potem pa se je čez leta pokazalo, da vsako leto je bilo več povpraševanj, vsako leto več, potem pa neki bil premik, da smo se mogli odločiti, da dejansko bomo posvetili sobote poroke, ne. In štel nisem nikoli, ampak tako čez palec, čez 250 sigurno, ne, nekje porok v teh letih, ja. Ja, sej. Ja. Ne gre drugače, ne. Tudi če je toliko velika Ja. lokacija, kot je tale dvorec, več kot enega dogodka ne moreš noter. Ni. Sploh če je to poroka, hočeš, da imajo intimo in da so lahko sami, a ne. To je tudi neka prednost, vedno pravim, da ko je poroka, naj bo poroka, da ni drugih individualnih gostov, ni drugih skupin, da so res za sebe, ne, in to znajo ceniti predvsem tukaj, ja. Vsekakor, ja. Ja. Ja, tako sem rekel, no, se je ful dobro, je pač. Priješ, parkiraš, vse imaš tukaj na lokaciji. Ni treba dejansko nikamor iti, celo cerkveni obred je lahko tukaj pri vas. Ja, imamo kapelico, Ja. je obnovljena, leta 2017 smo obnovili to s pomočjo Impola. Tako da res vse imajo tukaj, civilni obred, cerkveni obred imajo, pogostitev celotno tukaj, tako da svatje avte tu pustijo in dejansko uživajo čisto, brez skrbi, ne. Šomičke na začetek, jaz sem zdaj tako Ja. skočil, Ja. ker sem tako navdušen s tem, Ja. kje sem in kako dober je, ampak ne bom šel k zgodovini dvorca, ko mogoče danes ni to toliko pomembno. Kakor pa samo zgodovino, kot si že malo povedal, no, da dejansko na začetku niso bile poroke tista osnovna stvar. S čem si začel, kako to, da si se odločil dejansko, da si najel dvorec, če sem prav rekel najel? Ja, dejansko imam najet gostinski del, skrbim pa za celoten dvorec pa okolico. Kako je prišla ideja, tu je bilo turistično društvo, moj oče tu sodeloval oziroma še sodeluje in je rekel, da pač najemnik pred mano gre stran in če bi pač prevzel to, ne. Jaz dejansko nisem gostinec, sem ekonomski tehnik, malo sem si računico naredil, sem rekel, nič, probamo se spustiti, to pa vidimo, kaj bo, ne. Probali bomo par let in če bo pač dejansko to uspelo, bomo furali dalje. Tako si omenil prej, na začetku je bila kakšna porokica, pa so bili kakšne druge zaključene skupine, se pravi, poudarek je bil bolj na zaključenih skupinah, ne na nekih individualnih gostah, ne, tako da smo bolj zaključene skupine, bilo kaj Phailja, krsti, Abrahami pa te zadeve, kaj se tiče tega, ne. In je prva poroka prišla tako, da si ti začel kaj oglaševati, da si ti iskal dejansko pare, ki bi se poročili, ali nekdo, ki je bilo karkoli že prej, so verjetno imeli kak dogodek, pa so pa rekli, da se lahko poročimo tukaj. Zdaj to, če se ne spomnim, bili so znanci, spomnim se, kdo je bila, kjer je bila prva poroka, kako so prišli, vedno sem se vprašal, kako to oglaševati, na kak način, ne. Takrat, če ni bilo tega Facebooka, ni bilo Instagrama pa te zadev, nisem imel neke ideje, ampak največja ideja bila res od ust do ust, ne, to še zdaj ta najboljša reklama, ne, se pravi, ko so ljudje zadovoljni, se vračajo zadovoljno domov, povejo, ne vem, 2, 3 in dejansko se tako razširil glas v Štatenbergu, ne. Smo se malo oglaševali, mogoče preko časopisov, takrat je bilo bolj to aktualno, ampak tako sem rekel, od ust do ust, ne, je bilo najbolj, ja.
Ti si že poročen, to sem zvedel. Ja, leta 2017 smo se poročili. Ne. Kje sta se vam poročila? Ja, tu sem mogel rezervirati 1 leto naprej. Tudi ti si mogel. Ja, tudi jaz. Ja. Takrat smo 1 leto naprej, zdaj pa pač 2 leti naprej, potrebno rezervirati. Aha, to bi bilo skoraj zdaj naslednje vprašanje. Ja. 2 leti naprej je. 2 leti pa vem pol nekje za kakšne poletne termine, drugače pa tam 2 leti je sigurno. Če se novembra poročiš, pa lahko mogoče. Ja, november, ja, tisto, ko je izven sezone, pa bilo, kdaj se vedno pohecam, pa med tednom tudi. Ja, to gre, ja. Med tednom tudi lahko delam. Pa imate dosti porok med tednom. Ja, včasih, če imajo željo, da bi se pari tu poročili, pridejo pari, ko imamo ob sredah, četrtkah, ni noben problem, ne, tudi kakšna nedelja včasih, tako da ja. Tudi to nekako prakticiramo, če imajo želje. Ne. Se pravi, zna biti naporno, verjetno. Ti, ko imaš sobotno poroko, da spraviš nazaj dvorcu, bi rekel, originalno stanje traja tako minutko. Ne? Zato smo tako, da tudi petko ne delamo, nismo najbolj za petke odprti, da res naredimo petek pripravo na poroko, soboto poštimamo, nedeljo pa pospravimo. Ne. Tako da vedno bolj zaželjeno, kakšna sreda pa četrtek na njim. Odlično. Mičken še zgodovine smo rekli. Ja. Da se vrnemo nazaj. Ne? Ja, da mu damo temu dvorcu to, kar si zares zasluži, oziroma da vidimo, zakaj je to dobro, ko je. Ta ves ambient, ki je, se pravi, teh par porok, ko sem tukaj fotografiral, prvič, ko te še nisem poznal, oziroma ko še nisem vedel, kdo si, sem prišel, bom rekel, s strahom, spoštovanjem, pa pač kje lahko, kje ne. Kaj vse je ostalo v tem dvorcu uporabnega, lepega, kaj vse lahko, mogoče ne svati, ampak pač mladoporočenca vidita oziroma izkoristita in za samo poroko in tudi za te neke dele, ko lahko mi, fotografi, videografi, kam peljemo in izkoristimo kaj za fotkanje. Ja, dejansko tak, dvorec je celotno na razpolago, tako da kot fotograf veš, da so prostori bili vedno na razpolago, fotka se lahko zunaj, notri, bilo kje. Zdaj, če lahko omenim, se tukaj lahko urejata, nevesta pa se pravi ženi, ne, imamo tu sobice, se pravi, se lahko tam fotografira. Bi te sam toliko prekinul, niso sobice, sobane. No, sobane, malo večje, mi pravimo sobice, ne. Tako da že tukaj so ene lepe fotografije, pridejo pa potem Viteška dvorana, pa ostali del dvorca, bilo kje se lahko izkoristijo, lahko v polni meri dvorec in to baročno lepoto na dvorcu. Jaz sem, da sem naenkrat na tem na hodniku, ne, verjetno. Ja, pa en del je, ko so ene maske noter, ne vem točno, to ima verjetno društvo, kaj ali... Ja, tisti zdaj več ni, tako da se mogoče malo spremenil čez leta, kar se tiče vizualno znotraj prostori. Ja, na hodniku si slikal, fotkal, tako da to pa še obstaja tam. Ja, pa ona knjižnica je tudi zanimiva. Knjižnica še tudi, ja. Skriti vhod, ja, to še tudi, ja. Veliko zanimivih stvari, no se tako, ker samo okolo v bistvu najdeš... Včasih kar zmanjka, meni se zdi časa, da se kar fotkalo. Pač kaj je dobro, danes imamo sončen dan, pa je pač delaš kjerkoli, ko je pa deš, pa vedno moraš malo razmisliti, kaj boš naredil, ker nekaj je treba narediti na koncu. Ja, moraš vedno imeti neke B-plane, ne. In tukaj ga ni težko najti, tukaj res ni tak problem, da najdeš lepo lokacijo, tudi če deš, ne. Tudi če deš, ja. Ja, pa pod te stene pač poraščene z bršljanom in tako naprej, tukaj... Nemno. Jaz sem vedno vesel, kot mi jaz tudi mislim, da so res navdušeni. Spod gostje, ko pridejo, si mogoče na začetku ne znajo predstavljati, še niso bili tukaj, pa so res čisto frapirani, so po domače, res. Pa te stopnice, recimo, za skupinsko fotko. To je najbolj aktualno, ne. Sineki so ponavljamo. Ja, sineki. Ne vem, kdo je bil prvi, ne vem, zato kaj ti tako bil, ampak... Ja, pa pač ni, da ni, pa vem, da smo bakli, mi že gor metali v zadnji, pa par od spodaj. Ja, da sedimo, ne, pa se, ja. Roka ti prepustim, ali kar res nadaljujem? Mislim, lahko jaz tudi kaj. Izvoli. Da bomo vsi govorili. Ja, zdaj smo že omenjali, da pač dvorc ni le ena zgradba, je pač cel nek ekosistem vsega. In kaj vse se sploh združuje pod dvorec, kot sam? To misliš kot kdo je tu notri? Ja, od tega, kaj je možno, ker vidim tam en znak za vinsko klet. Ja, v dvorcu zdaj če omenimo malo vinogradniki, Makoljski ima tu vinogradniško klet. Oni so, mislim, da najdalj časa tu na dvorcu, potem še imamo tu turistično društvo Štatenberg, potem seveda poročni salon moje žene Bela Grofica, potem so še tu motoristi, Grofje Atems ima svojo pisarno in pa nazadnje se nam je pridružila še Šivilja, Nataša Cajzek, tako da imamo neki celi kompleks tukaj, se da marsikaj videti in za vsakega se nekaj najde. Ne. Tudi ne samo sobote in poroke, če se kdo oglasi, oziroma če se
prej oglasijo in pridejo mimo, lahko tudi kaj več vidijo. Ja, zdaj, dvorec je bolj aktualno v nedeljah, imamo kavarnico še tu odprto, kakšne sledice, pijača. Kar se tiče pa seveda ogleda celotnega dvorca muzeja, tisto pa po predhodni najavi bilo, kdaj čez teden, 365 dni smo odprti, za skupine ni problem. Ja. In Peter, ekonomist, je turistični vodnik in predstavlja zgodovino. To glih nisem jaz. Tudi priskočim na pomoč, če je potrebno, drugače pa moj oče tu prevzame to nalogo. On se res vidi v tem, tako da kar se tiče turističnih vodnikov, pa ker on lepo njemu prepustimo to vse. Ja. Kako je pa logistično, glede na to, kaj njih stvari, na toliko velikih posesti, kako to za poroke po logistično izpade? Ja, vedno me sprašujejo, Peter, ja, ti tako samo ob sobotah delaš, ne, se vedno, ne, to, ko mi nekdo to reče, ker sive lase dobim verjetno. Ogromno je dela. Že, če imaš neko hišo, veste, da je to nekega ogromnega urejanja okolice, tako da tu pa še, bom rekel, krat 10. Ne. Je treba tedensko, je treba pokositi, je treba pripraviti, je treba pospraviti. Dejansko smo vse za sami tukaj, da poskrbimo, tam, ko se urejate, že ne veste. Kar se tiče kuhinje, je treba vse robo nabaviti, pripraviti prostor, ali je poroka zunaj, ali je poroka znotraj. Tako da je res ogromno je tega dela. No? In si pač nekako razporediš po dnevah, pa spet odvisno od vremena, potem malo se moraš prilagoditi na vse skupaj. Ne? Tako da bom rekel, na začetku je mogoče malo več, ker še treba okna počistiti, to, ko se pač mogoče 2-3 na leto, ostalo bo potem vse sproti, ne, nekako. Že okno je kar nekaj tudi. Ja, že okno je kar nekaj, da greš to vse počistiti, imaš par dni dela. Ni dolg čas. Ja, ni dolg. Lahko si tu 24 ur, no pa ne vem, če vse porihtaš lahko. Mislim, si tu 24 urah ne pogledaš vsega. Ne pogledaš, ja. Kaj je pa recimo, da se malo dotaknemo tudi recimo kulinarike? Ja. Imate kakšne posebne menije, da se to kao kot neka grajska zadeva ali pač to čist nek klasičen menino? Ja, na začetku so bile neke želje, mogoče en dogodek je bil, ko smo delali v grajski zadevi, so se še oblekli tako, ampak videli smo, da pač ljudje so navajeni vseeno na neko klasiko, da je hrana dobra. Omenim pa, da imamo kuhinjo na dvorcu, se pravi, da vse tukaj kuhamo, ni tu nobenega cateringa, vse se svežo v tisti dan kuha, pripravlja. Tako da so ljudje navajeni pač na neko klasiko, bom rekel. Moj moto je pa tako, se vedno pošalim, ko se pride pogovarjati za poroko na informativni sestanek, bilo kaj, da pač pri nas je nekako moto, da ljudje ne smejo biti lačni, ne, vseeno poroka traja 15 ur nekje, pač, da se najejo nekje, no. No, mislim, da ob tem pol pa še vprašanje, ker smo prej omenili vinsko klet, kaj pa recimo vinska spremljava, to je v bistvu in-house zadeva. Ja, če so kakšne želje po kakšnih posebnih buteljkah, tudi to smo prilagodljivi, ampak drugače načeloma ne prakticiramo, nekako najbolj to neke vinske spremljave. Ja. To kar po domače, liter, ne, to je tako more biti, ne. Se teke na porokah ponavadi, ne? Ja. Za mora biti polna. Miza polna, ne sme manjkati pijače in to je to, ja. So kakšni dogodki, da se gre mogoče malo bolj druga zadeva, bolj slow food pa te zadeve, ampak pri nas bolj neka klasika. Ali že prevzemal? Prevzem. Tole, rečemo temu, dvorišče, ali kako bomo rekel. Jaz še nisem imel sreče, da bi pač imeli pogostitev tukaj. Večinoma so bili v šotoru, ki je bolj varno, se je logično. Kak je procent tega, da se odločijo, da bi bili dejansko tukaj, pa da sprejmejo to tveganje ali kakorkoli, pa da so noter na varnem? Bom rekel, zdaj res, 15 let sem že tukaj, mogoče bom rekel, da smo tam do 10 porok naredili zunaj, da nam je uspelo. Procent je res mali, mora biti vreme, ne sme biti ploh. Zvečer mora biti toplo, ne, da ni hladno, mora se dejansko vse poklopiti. No, najina poroka je uspela od zunaj, ne. Sicer je bilo vroče 35-37 stopinj. Zdaj, lansko leto nam je 2 poroki uspelo od zunaj, drugače pa bom rekel, po koroni tam 4 leta pa ni nobena uspela. Ne. Kar se tiče civilni obred, ja, to vsekako vse zunaj speljamo, zunaj celotno pogostitev pa res zelo redko. Ne. Sicer si želijo, pa imajo želje, ampak jaz vedno pravim, to je edina stvar, ki ne moramo vplivati, ne, na ta dogodek, ko bo to zunaj. Kaj pa, če se par odloči, želela bi se poročiti, mislim, pač imeti večerjo in vse zunaj na dvorišču. A je kakšna varianta B plana, se pravi, rečete, bomo tukaj, pa če vidimo petek, to ne bo šlo, da se ponovno predstavi, oziroma da se na tisti dan tudi kaj naredi, ali je to treba se dogovoriti in
Ja, jaz bom rekel tako, ja, dobro vprašanje je, ker to marsikdo vpraša, ampak vedno jaz pravim, moramo imeti A plana. A plan rečemo zunaj, se do srede odločimo, delamo zunaj, ne delamo zunaj. B plan, nikakor pa to ni, da bi se soboto tole zdaj študirali, živi soboto na dan dogodka, ali gremo zunaj delati, ali gremo noter, ne. Veste, to je eni ogromno priprav zunaj, treba plesišče, oder, mizice, treba ven postaviti, zdaj pa to izseliti not, je to malo kar rizična zadeva, ne. Tako da vedno rečemo, ne, A plan, če ni problema, delamo zunaj, pa B plan pa pač od znotraj. No. Ampak potem, ko si omenil pač grajski šotor, dejansko šotor naš zgraja kot neka dvorana, tako da načeloma večini se odloči potem za pogostitev v notranjosti dvorca. Ne. Sem se pa spomnil, glede na to, ko tako sprašuješ, smo imeli, mislim, da izmed prvih porok, ko smo mogli se seliti, ne. In je bilo to kar en veliki zalogaj, ne, ko je začelo pihati in ko je začelo to premetavati, smo se 1 uro smo rabili, da smo selili noter vse skupaj. Ne. Ja, se je. Ti dejansko bi mogel imeti dve lokaciji pripravljeni. Bi mogel imeti 2 lokacije pripravljeni. To so pa spet stroški pa priprave in če je le možnost, delamo zunaj, tako da ja, delamo pač tak 2 plana po domače. Ja. Jaz komi čakam. Jaz imam že načrte, ki bo fotografij. Ki bo, ne, živi vse posod kadri, ne. Ja, to bo tudi iz tega mojega dela, bo stroški večji, ampak bo hudo. Tako da komi čakam, da dobim en par, ko bo to tudi lahko speral. Ja, mislim, da kar kmalu. Koliko je pa omitev? Koliko svatov lahko pride k vam na poroko? Zdaj, če gledamo od zunaj, je dvorišče veliko, ni neke omejitve. Jaz pa pravim tam nekje do 150, je neki maks, da še nekako normalno delaš. Večina so pa poroke tam od 80 do 100. Tako redko je že tam, da nekje do 150, ne, da se dela. Neke omejitve, prostorsko imamo veliko prostorov po celem dvorcu, tako da jih ni problem nikamor dati. Ne. Se porazgubijo ljudje. Se porazgubijo, ja. Včasih, ko takle vidiš, ne vem, 100, 120, pa dejansko ne zgleda, da jih je toliko, ne, ker je pač veliko, ogromno dvorišče. Ne. Pa pač všeč mi je vedno, ker pri vas se tukaj zunaj začne, če ni res dež, jaz še nisem bil tukaj, ko bi dežil. No. In je ta nek finger food, to nekaj predjedi, pa to so ponovadi tukaj zunaj vedno. Ne. Ja, to imamo zunaj, se pravi sprejem imamo zunaj, tu na naši levi strani. Tu imamo neki sprejem, tam v pol urce do 1 urco, da se ljudje malo podružijo do civilnega obreda, po civilnem obredu pa potem kaki finger food, tako si omenil. Pa seveda ostala pijača, ko se dogovorimo, pa druženje, pa fotkanje, tako sam veš po civilnem obredu, pa novaj neko fotografiranje. Ne. Je pa tukaj pri nas problem to, da smo res skozi skupaj in je ful težko, ker ženim pa ne veste, ko mi gre ta stran, ker skozi svoje prijatelje, družino okola, ne, in kjerkoli se fotkaš, so vsi zraven in je treba včasih kaj zbežati. Res je, jaz vedno rečem po civilnem, ajde, zamaknimo jih, ne, da se pač malo izognemo tudi čestitkam. Ker smo vseeno na enem mestu, se včasih znajo podvajati čestitke, vedno tu dam neki predlog, naredimo to po obeh obredih, če imata oba obreda, pa mogoče preden gremo na samo pogostitev. Ja, ko prinesejo darila. Ja, da se malo pač temu izogneš. Ne. Zdaj, če to 100 ljudi je, takoj to pol urce do 40 minut samo čestitanje. Ja. Jaz tudi na sestanke vedno to poudarjam. Dajmo tako nekoga pač nameniti temu, da že v cerkvi reče, dajmo kar v špalir ven. Ja, točno tako, ja. Da dejansko grejo ljudje ven, da pač čestitajo samo tisti najbližji starši, ki bo itak, ne. In pol na civilnem obredu isto in se reče, ok, darila lahko prenesete, ne, v 6 gremo noter in se v bistvu več časa ti ostane za to, da lahko dejansko uživaš in si pač tako sproščen, ker ženim pa ne vesta, stojita in čaka iz čas in je tako dost naporno lahko. Ja, se strinjam temu, jaz tudi vedno tako predlagam, da tako, da se da je neki protokol, da se točno ve, malo slikanje, malo ono. Jaz pa mislim, da je tudi fotkanje tako čez leti prišlo, da ni zdaj tako, da se to z 2 uri fotografira, da se meni se zdi po malem fotografira, ne. Mislim, a veš, obred se konča nekje sred dneva. Ponavadi se ne konča ob 7 zvečer. In mi vsi bi radi to perfektno luč, ker tamle vzunaj pred dvorcem je lahko lep sončni zahod. In bi rad takrat fotkal. In je lažje, če si postiš za tisti čas enih 15 minut za fotkanje, prej narediš nekaj v dvorcu že in noben dejansko ni opazil, da že ne razbiješ te stvari na par delov, da ti delajo. To se strinjam. Ja, 2 uri, jaz še nismo nikoli v življenju časa. Pa je bilo to včasih, veš, tako uro pa pol, te pa kista, pa ono, pa tretje. Zdaj pa vidim, da tako malo, eni celo pred obredom se že fotografira, naredijo neki frsluh, sam veš, po civilnem, po cerkvenem, po juhici, pred torto, po torti, tako da skozi se lahko fotografira. Ja, so tudi zvečer tako, ja, tukaj se da zvečer ful delati, ne. Ja, tudi. Tako sem bil omenil bakle, pa kakšne lučiče, fotografi zraven, ali pa flashi v zadnji, zgleda lahko ful hitro zelo filmsko, ne. Točno tako, ja. Dajmo mi še iti, nas malo preskakujemo. Ja. Ja, imam pa nekaj... Ker gremo, ne, ker... Te zapiski nama nešto sedejo. Ful nas zanima.
Dajmo iti na to, kako se par sploh oglasi, prek čega je najbolj, da te kontaktirajo, pa kako pridejo do prvega sestanka in do tega, da se dejansko bukirajo v dvorcu. Tako sem prej omenil, na začetku je bilo to malo težko, se pravi, je bila bolj spletna stran, zdaj pa tako Instagram, Facebook, spletna stran, da dobijo kontakt, ali napišejo mail, ali me pokličejo. Dejansko prvo je klic, da se informativno pozanimajo. Jaz vedno vprašam, o katerem datumu govorimo, ne? Da nismo zasedeni, da že ne govorimo o celotnem informativnem sestanku, pa vidimo, da pač nimamo prostora. Teda prvo je tisto, da izvemo datum, kakšne so želje, potem jih pa vedno so dobrodošli, da pride na informativni sestanek, da jih sprejmem, si vzamem pol urce, da eno urco, da jim razkažem celoten dvorec, pa povem, kako to pri nas gleda. Pa bom rekel, 90 do 95%, če že pride par na sestanek, se odloči potem za lokacijo. Kako izvejo preko družbenih omrežij, pa seveda od uzu v usta, kot smo prej rekli, ali pa da so že bili na naši poroki. Ne, da so bili, pa so se odločili, da bi počakali 2 do 3 leta na termin. Čakati je pa treba, ja. Ja, čakati je pa treba, ja. Na zadnji poroki, ko sem bil tukaj, se je zgodila zaroka. Ne vem, če se spomniš. Ti jih imaš več tukaj, kot jaz, logično. Ja. Ampak tako, se je zgodila zaroka, no in a veš, ponavadi, ko se meče šap, ansambl, pa malo vizitke, tako da. Ja, tako je vizitke, da se vidimo čez 1 leto. Ja. Jaz tukaj nisem imel, ampak dejansko je zaročil in je prišel čez pol ure do mene. Mija sem čez 2 leti poročila, si še prosil, da lahko izmenimo. In to je zdaj to leto in dejansko delam to poroko. Super. To je nekaj najboljšega. To je najboljše, res ja. Ker že na samem dogodku vidijo, kako fotograf poteka, kako lokacija poteka, hrana, če mi je všeč muzika. In dejansko mislim, da se dosti stvari tako bukira, kot na samem dogodku. Točno vejo, kaj bojo dobili. Lahko izkusijo že tako, pač v primeru, ne samo potem vizualnem, kaj pač mi damo fotke. Tudi odnos je nekaj. Ne? Odnosi so, mislim, da največ v današnjem času, da je to največ. Ja, kakor se vse umika v neko digitalno, pa vse, nam recimo na porokah ne ostane drugega. Tukaj nočemo imeti robota, ki nam poštega to fotko nas. Hočemo imeti ta oseben odnos. Ja, res je. Vmes množe vprašanje, pa mi je zdaj malo šlo. A se čem veš ti, kaj bi vprašal, če ne sem spomnil? V bistvu ne. Okay. Bili smo pri samem bookingu. Ja, pri bookingu smo bili, kako zvejo za nas, kako pridejo. Priprave, pa začnem poročen dan, priprave, pač mene je ful dober. Sploh pri nevesti, ker itak to več časa traja, pa je bolj glamurozno, pa vse to. Bom tako vprašal, a so pari, ki se ne odločijo, da imajo priprave, pri vas pa se poročijo tukaj? Ne, glede, ko vidijo te 2 sobani, ko si prej omenil, itak rečejo, tukaj naj se bomo rejali, že vidijo fotke, kako bo to izgledalo, ne veste s kakimi družicami, kakva peninica, make-up, frizurica, ženi se že vidi s kakim konjakom, viskijem, s cigaro recimo, mogoče kakja par procentov se odloči druge, zakaj, ker mogoče se odloči, da imajo cerkvenega druge, dejansko ne pridejo sem na samo lokacijo in se mogoče druge zbirajo, takrat se tukaj ne ureja, ampak se je že tudi trend začel spreminjati, se vseeno tukaj urejate, pa greste potem na drugo lokacijo, ker jim je vseeno to tako všeč. Ja, če si že zbereš, skoraj Štatenberg za poroko, je fajn, da ga res izkoristiš. Da izkoristiš, točno to sem hotel zdaj reči. Pa ponujaš, to sem se zdaj še spomnil, pač vedno tako na zahodni strani Slovenije, na Krasu, pa tam okoli, ima veliko lokacij, tako da v bistvu za cel vikend najemajo, od petka do nedelje in so v bistvu že en dan prej tukaj, tisti najbližji. A vi tudi ponujate kakšno tako varianto, da dejansko ženim, pa ne veste, že en dan prej prijeta, pa sta dejansko tukaj? Zdaj, da bi neki vikend paket ponudili, kdaj se ne spomnim, da bi bilo, so možnosti vsekakor, če so ne vem, kje druge doma bolj daleč, lahko tudi petek pridejo, sem pa prespijo. Tako da večina so bolj, da pride v sobotah, se pravi petek mi pripravimo celoten prostor, jaz jih tudi nekako razbremenim, pa probamo v petek vse pripraviti, kar se tiče pogostitev, gremo vse skozi časovnico, tako da želim, da so v soboto res čist na izi, sproščeni in da se samo urejajo in počakajo goste. Da se samo teče. Ja, da samo teče. Tako da petek pač ne vzamejo celega paketa, pridejo petek dopoldan sem, uredijo stvari, potem se naspijo še v svoj postelji, pa pridejo sem na lokacijo. Koliko pa je prenočišč, če se slučajno odločijo za to? Prenočišč imamo tako v 19 sobic, skupaj 60 postelj, tako da tudi možnost nočite tu pri nas. In to dejansko spiš v Grajski? Dejansko spiš, dejansko. To je pa kar ena plus točka. Ja, kar plus točka. Sploh, če so oddaleč,
tako si prej omenil, daleč, bom rekel, zdaj par let, ne vem, lani, predlani smo imeli, bom rekel, tako internacionalne poroke, nekaj smo imeli vse posod, torej Švica, Nemčija, Avstrija, prihajajo pari, niso to zdaj tujci, ampak Slovenci, ko živijo od zgore, pa želijo se pač poročiti tu v bližini, ki imajo sorodnika, prijatelja, ne. To je da kar, ja. Ja, jaz, če bi ga zbral, jaz bi tukaj po mojem cel teden bil. Za cel teden, ne. Mislim, koliko ta priložnost so grado spati. Vse imamo delo cel teden, tako da ni problem. Pa še pokosiš zraven. Da si čisto sproščen potem na poroko, ne. Ja, točno to, ja. Malo odmisliš. Že domač tukaj. Ja. Kaj pa, prišli smo do same poroke, pa do Ja. tega. Kaj pa ponudniki, mi, ne? Catering je verjetno del ponudbe, ker je pač že vnaprej določen, veš, kdo je in verjetno jih ne morejo zbirati v resnici sploh, ali kaj narediti. Misliš catering, hrana, Ja. gostitev? Ja, tako sem prej omenil, cateringa ni, se pravi, na lokaciji imamo kuhinjo, tako da vse tukaj pripravljamo, se pravi, tega ne dopuščamo. Smo dopuščali, ker še včasih kdo vpraša, 10 let nazaj, ko ni bilo takega povpraševanja, ko smo bili na začetku, smo še imeli kako soboto prosto, pa smo jim dopuščali doma svoj catering, ampak zdaj pa več tega ne dopuščamo, ker imamo čakalno vrsto in pač mora biti z naše strani, kar se tega tiče. Pa tudi veste, kaj boste ponudili in ste dejansko mirni lahko. Ja, v tem točno smislu, tako. da Ja. bo zadovoljni pari. Par dejansko se prej z njimi, ko imamo sestanke, že določimo hrano, kak mesec prej že točno vejo, kaj bojo jedli, kaj bojo pili, kdaj se bo kaj dogajalo, tako da imamo že tu kar en lep čas naprej vse določeno. Jaz vedno pravim, nekje tam januar, februar se za dokončno leto začnemo dogovarjati, tako da že imajo ogromno informacije, pa celoten potek poroke že pol leta prej nekje, ne, da ni to zadnji čas. Ja. Se na koncu tudi to, da je v bistvu večina stvari in-house, Ja, točno tako, ja. razbremeni vse, v bistvu imaš ti manj stvari za razmišljati, ko Ja, manj. delaš poroko. Ja, ker ima vse tukaj, ne, in ne rabijo skrbeti, če bi bil tole zdaj catering, morajo se z njimi dogovarjati, ne, morajo mize med stole, dejansko imamo res vse tukaj, ne. In to, ker olajša vse skupaj. Prej, ko si v začetku govoril o kuhinji, jaz moram se zdaj posod s pepelom, kakorkoli Ja. sem razmišljal, ja, da je kuhinja tukaj, ampak da dejansko prije zunanji izvajalec Ja. izvajati to storitev. Aha, se pravi, to je čist vaš del storitve. To je čist naš del vedno, ja. To je Odlično, vedno, ja. to je pa... Ja. Meni se tudi plus, ja, pač je lažje za vse, pa spet, ker se spomnim pol, itak je čez dan vse popolno, da ne bo Ja. tako mislil, ampak ko se spomnim unih večernih tamle pred Ja. šotorom, ker se kak steak da jih peče, ampak Ja. vejo vaši kuharji in vsi ostali. Ja, seveda. Se vedno, vsaj par moških, vedno tam okoli zgledajo. Ja, tako je. Se učijo zraven, ali pa kje, ne samo, da jejo. Malo jih šolamo še. Ja. Tako da, ja, vemo, ja. Mi smo, kar se tiče glede hrane, smo res čisto prilagodljivi, imamo neke sestavljene menije, ko vidimo, kaj najbolj jemljejo bodoči mladoporočenci. Če so pa kakšne izrecne želje, pa se čisto prilagodimo. Ne, imamo kakšne tujce, smo imeli iz Mehike, ne vem, nevesto ženi nas, smo kaj na njihov način pripravili ali so kaj prinesli. Vse se da prilagoditi, ni noben problem. Bila tegila na mehiški poroki. Je bila, seveda. Ne. Smo imeli tudi ruskinjo, je bila vodka na vsaki mizici. Ne. Tako da, ja, to more neka tradicija biti. Ne. Ja, itak, ja. Tudi če greš kam drugam, Ja. svojega moraš prenesti. Ja, nekaj more biti. Ne. Kaj pa ostali ponudniki poročni? A imate kak spise, kak seznam, kakšne predloge, ali dejansko je pa tukaj čist, mislim, se proste roke, verjamem, da so, ampak tako, a pomaga takej paru v smislu tega, da ste že na pol organizatorja, ali tukaj čist pustite proste roke? Ja, jaz bom tako rekel, zdaj za hrano smo dorekla, kar se tiče pa zunanjih izvajalcev, če govorimo od fotografov. Tega. Ja, cvetičari, fotografi, torta. Vedno pač vprašajo, če s kom sodelujemo. Jaz bom rekel, ne sodelujem z nobenim, priporočam. Nimam nekega spiska, če imate željo, da jim kaj priporočam, jim napišem od fotografov, muzike, DJ-jev, torta, sladko, ni noben problem. Ampak večina mislim, da že ima kar v glavi, koga bojo zbrali. Vedno je prvo lokacija, da ima terminsko, potem pa po mojem drugi klic je muzika, tretji klic je pa foto, sigurno. Nekaj tako bom rekel, da se gre po. Tako nekaj gre tam vrsti. Ja, po reglicah, ja, bom rekel. Ja. Nekaj je tudi, če ima kak poročni sejem, vem kaj je, ne? Ja. Veš, pač lokacija, to noben več ne išče. Mislim, za tekoče leta. Ja, ne išče. Za 2 leti naprej, ker tudi proste niso večinoma. Ja, zato pa tudi jaz na teh sejmah, ne vem, ker ponovadi na sejmah hodijo ravno tisti, ko se tisto leto poročijo, ne? In mogoče tam išče, ne vem, foto, prstane, pa te zadeve, lokacije verjetno noben več ne išče tam, ne? Zato nisem nekaj prisoten na teh sejmah, no jaz. Jaz na časih dosti hodil, mi je bilo všeč zato, ker je ta oseben stik.
Ja, Ker dejansko vidiš nekoga in ne bom rekel, da ga prepričaš, ampak dejansko te spozna in se odloči zato, ker je videl to, kar je videl. Ja. Fotografu ti si cel dan z njima. Ne? Ja. In je pač fajn, da Mora biti posedeš neki stik, neki osebni stik je čist druga. Ampak je pa res to težava, da ti za tekoče leto lahko tam ponujaš, kar pa mi težko ponujamo za tekoče leto. Vse to pa tam, kjer je prosto, ampak ne moš pa reči, da imaš še 15 sobot prostih za recimo, tekoče leto. Jaz sem večinoma spoznal ostale ponudnike, z vami družil. Točno tako, jaz sem istega mnenja, A ti dovolimo še kaj? Prej smo se malo pogovarjali, mimo kamer, pa zdaj je bil malo omenjen šotor. In me zanima, kje je lokacijsko postavljeno in kako ste prišli do take odločitve, da se to na lokaciji. Zanimivo vprašanje, kako je prišlo do tega. Zdaj za nami je ena dvoranica, tu smo imeli večina pogostitev, to bomo rekel 120 kvadratov. Dvorec ni bil namenjen, ne vem, po rokah, to je bilo pač druga zadeva. In ko smo pač videli, da nam pari, ki je po rok, ne vem, 90, 100, 110 ljudi gor, nismo imeli kam dati. Kar se tiče dvorišča, ni noben problem, samo ko smo prej govorili, B-plan mora vedno biti. In potem je bilo to leto 2016, so si sami že sposodili šotor, so si ga sami postavili, potem pa sem začel študirati, kaj če bi pa jaz to nekje postavil. Imel sem en par, ker si je leta 2017 rezerviral termin, se spomnim, in 2016 sem potem nekako odločil, da bom jaz šotor postavil, je pa to za nami na drugi strani dvorca, na terasi, prej je bila tam terasa, sem rekel, nič, Peter, postavimo, ukrasimo, pa vidimo, kaj bo. In res, ko smo to res postavili, je bila pa tista prelomna točka, prva poroka, prve slike, začelo se je to objavljati, imamo prostor in potem, mislim, da do takrat dalje je potem bilo, da je mogel leto pa pol, 2 leti pa pol naprej rezervirati, ker smo imeli kam ljudi dati. Okrogle mize, prej smo imeli prostorsko, pač smo imeli kvadratne mize, je bilo prej to aktualno, zdaj je veliki prostor, imamo okrogle mize, imamo bele stole in je čist druga zgodba. In tako smo pol do tega prišli, res neka ideja. Pa v bistvu je tak šator, da ima stranice prozorne, če se prav spomnim. Niso, imamo okne, ampak dejansko, ko je lepo vreme, šotor odpremo, marsikateri gost ne ve, da to je šotor. Zato, ko se to odpre, gor so lestenci, so lučke, kilometer lučke, gor na Palanih, je kot neka dvorana dejansko, leseni pot, čist. To se mi zdi, da večina ljudi, ko pač rečeš šotor, si to predstavlja, ti zbel šotor na veselici. Tudi. In če ti znaš to postaviti, ker vem tudi na Ljubljanskem gradu, vem, da imajo to tudi neko, da če pač lepo vreme, cel šotor še streho odprejo, so lučke napeljane in čist nek drug vibe. Čist druge. In če ti znaš ukraščiti prostor, se mi zdi, da lahko imaš zelo slab prostor, pa zelo dober izpadek. Točno tako, Jaz bom rekel, da šotor, da mogoče 10-15 let nazaj se še bolj poročalo v šotoru. To je meni se zdi bilo ful aktualno, en čas, Samo te mogoče ni bilo tako, zdaj pa mi smo mogli iti to za zadevo, ker so nam gosti dejansko rešili. Imeli smo, pa je bilo 150 ljudi, smo imeli, pa smo jih mogli pač malo razbiti. Družba pa ni fajn, da so meni gosti na levi strani, drugi pa na desni. Kaj pa ta sobana zgoraj? To je taka relativno velika, tukaj se tudi da poročiti, če ima kdo željo. To imamo gor tisti, ko smo prej omenili B-plan, mi imenujemo Viteška dvorana, to je bila včasih plesna dvorana, tako da tista bolj namenjena za kakšne civilne obrede. Delali smo tudi gor časi pogostitev, ampak to smo zdaj prenehali, ker je pač ogromno dela potem gor, da je treba predstaviti. Vse stvari. Pa če je šotor, pa je tako ni logično. Ne, potem ni. Če ima kdo slučajno željo. Dvorana je pa taka impozantna. Visoki stropi, 11 metrov štukature, res lepe baročne gore, ohranjene. Tako da je tudi nekaj posebnega. Mogoče zdaj potem podcast da bo spet kakšno vprašanje. Ne delamo samo civilne. Tako da vete, že vnaprej ne. Odlično. Kaj še? Hočem še vse razložiti, kar je mene navdušilo, ko sem bil tukaj. Se pravi, ena stvar je, da vsi svati lahko tukaj parkirajo. Točno tako. Nobene stiske z parkirišči in tako naprej. Ogromno parkirišča, tako da to ni problem. Tu ni problema, če želijo prenočišče, ga lahko tudi dobijo skoraj vsi, rekli, če ni prevelika poroka. Večina. Kaj še imamo? Lokacij, tak milijon. Dajmo še iti čez ta potek dneva, se pravi, to si pregovoril.
ker je Rok omenjal moj glas in koliko je te delo težave s temi mikrofoni. Ja, Smo prišli do tega, da tudi ti nisi najbolj tiha oseba, da zdignem glas, če je treba. Kdo vodi sam dan? Doskrat pač, ko sem bil na poroki, je ta problem, ko svati ne vejo, kdaj kam iti in tako naprej. A si ti tisti, ki si čez dan prisoten in pomagaš dejansko malo koordinirati stvari? Ja, tako si omenil. To mi kar nekako olajšam, probam olajšati. Lokacijo najbolj poznam, protokolu sem dal ogromno čez, tako da te zadeve z veseljem pomagam, svatje napotim na civilni obred, na cerkveni obred, povemo, kdaj so darila čestitke, da gremo na pogostitev. Bom rekel, ta zunanji del, ko traja nekje tam do 4 do 5 ur, prevzamem nekako jaz, mi ni noben problem, tako da ljudje so malo obveščeni, kdaj se dajo darila in te zadeve, ne. To z veseljem naredimo. Ja. Zvečer, ko prijejo glasbeniki, pa verjetno tako oni prevzamejo. Tisto pa tako, potem, ko se pa začne od juhe dalje, tisto pa je potem na njihove, ja. Tam pa jaz prepustim dalje. Si pa se pravi od jutra do večera ti na lokaciji z parom? Dejansko, ja, zjutraj 6-7 štartamo za kuhinjo, štartam zraven, mi sem ponovadi do konca, če le možno, in do torte, kisle juhe, do pospravljanja, potem probamo to čim prej rešiti vse skupaj. Nimaš 8-urnega delovnika? Ja, ne, ni 8. Ja, časih je 22 ur, časih je mogoče 18 ur, vikend je pa sigurno, sobota, nedelja, pa še prijem pol zjutraj sem pospraviti, kako kavico skuhati, tako da čez vikend naredimo tam 30 do 40 ur sigurno. Srcem in duša. Ja, srce je res. Ja. Pa mislim, da to, ker ljudje pol znajo ceniti, pa vidijo, in to je pol tista ena pika še dodatno zraven, ko jih nekako prepriča s tem tudi. Ne. Pa ko ti ni težko pa naslednji vikend spet prijeti, verjetno, če si dejansko videl, da dejansko ljudje cenijo to. Ne? Ja, pa da so bili zadovoljni, tako se rekel, pa da cenijo, mi ni noben problem. Vedno z veseljem pripravljam poroko pa vse skupaj. Ne. A si bil kdaj prej gostin sprednji si se spravil v tale? Ne, samo sem bil tak, da si prišel za mizico, si naročil, si spil pa si šel. Ne. A na tej strani gostinstva si bil? Ja, na tej strani gostinstva si bil tak, da sem dejansko res čista nula, res je bilo čista nula, niti po grinko nisem znal nič. Tu mi je pomagala tudi ena Katarina, takrat na začetku je imela gostilno Ribič, je bila najemnica, pa sem se malo učil od njih, kako to pripravljati v kuhinji, kako je treba robo nabavljati, se pravi te zadeve, pijača, hrana. Tako da res od čistega začetka, tako da mi nič ni težko. Tudi na začetku sem jaz krompirjev lupo, sem solato naredil, ni noben problem. Ne. Tako da res znam vse narediti, kar se tega tiče. Če vidiš en cilj, pa če imaš dosti močno željo, je to edina prava pot, se mi zdi. Ker pa tudi dejansko, ko prije kdo k tebi delati, razumeš lahko njegovo stisko, pa pač njegovo položaja, ki se uči in tako naprej, ker veš, da pač nekaj let traja tudi. Ja. Da ni to iz danes na jutri, mu pač probaš pomagati, pa svetovati, ne bilo komu. Ja. Tam ne gledam na oni strani, tale leseni šank, pri katerem se vedno začnejo. Si prebral, kar piše? Zdaj ne vidim, solata. Mislim, samo solata. Ja, da se nobena zabava ne začne za solata. No to, nekaj kratkega rukunte. Ja, da vedno, ko si pride, da so tukaj nekje sprejeti in pol se desno usmerijo proti temu šanku, ker dejansko tudi tisti, ki še niso čisto sproščeni, se hitro sprostijo in se začnejo družiti. Se nekako smo ljudje tako naredi, da tam, ko moramo vsi iti na isto lokacijo, pa pač svati, ki se med seboj ne poznajo, pa se kar nekaj spoznajo in se začnejo pogovarjati. Se mi zdi, da za tistim lesenim šankom se kar začne. Ja, tu bom rekel, tudi prvi del je tak vredi, da se malo družijo. Bom rekel, na začetku jih malo vidiš, da mogoče, ko stopijo v to dvorišče, to itak so vsi začudeni, so malo bolj prestrašeni, pa se to počasi začne razvijati z aperitivčkom, druženjem malo med svatami. Že jim pride, že takrat jih začne sprejemati. Ne? Tako da potem je tudi tisti glavni del, da se malo sprostijo. Po civilnem uredi pa je že akcija. Ja. Te pa se živi bolj sproščeni. Pa tudi družine, ki prijejo z otroci, recimo, veš. Vse lokacije so fajn, pa vse odlično, ampak tukaj, če zdaj iščem pluse, danes iščem veliko plusov tukaj, ker jih je res ogromen. Otroka lahko pustiš pač, tudi če so par let stari otroci, dejansko tukaj znotraj dvorišča vedno se spomnim, se lovijo, če okoli se skrivajo, se lahko malo dobro in dejansko so starši lahko sproščeni, ker se jim praktično ne more nič. Ja, dejansko nima kam, ni avto, ni prometa, za sebe so, zadnji so igrala tudi tam pri šotori, ko imamo pogostitev, tako da res mislim, da tu nima skrbi, da bi kam zalutali ali bilo kaj. Pa če gremo zdaj pri poteku poroke, pa še nekaj bolj proti večeru. Večer je bom preskočil, ker sta že vi nekaj pregovorili o sami kulinariki in to.
Ampak nekaj pa je še kulinaričnega, ker na vsaki poroki je sicer torta. Ne? Ja, točno tako, ja. Kaj imate pa s tem? Verjetno ti kaj predlagaš lokacije in to, ampak zakaj se odločajo, kakšne so možnosti in tako? Ja, probamo, da nismo vse na eni lokaciji, tako smo že na začetku omenili, civilni zunaj, fingerfood zunaj, večerja znotraj, potem pa jim priporočam, da je pač tortica od zunaj, tu na dvorišču, tukaj zdaj mi sedimo. Ne. Zdaj, če je možnost, je tam pri fontani, lahko je tukaj, odvisno koliko ljudi je. Bakle pripravimo, sami si kakšne prskalice prinesemo, mislim, da so tudi fotografi, ste navdušeni nad tem, da se to prižge, da se zorganizira. Takrat se vedno pošaljem, tu vas zdaj zadnjič pokomandiram, naredimo špalir, levo, desno, pol pa vas več ne bom komandiral. Tako da tortico naredimo zunaj, če nam vreme dopušča. Zdaj, če je toplo, razrežemo zunaj za vse goste, če pa je bolj hladno, pa samo razrežemo za fotke, pa se potem preselimo znotraj nazaj. Ne. Tekle zvečer je pol že malo teže komandirati, ne? Ja, pol je že pa malo, ja, malo teže, ne. So že malo preveč sproščeni. Ja, ampak dobro, tudi to gre skozi, ne, ni noben problem. Se moraš, na poroki moraš sam ženiti, pa nevesto prav usmeriti. Ja. Grejo vsi nekako. To pa grejo vsi z njima. Energija, ki vleče za njima. Ja. Ja, če sem jaz malo pogledal, če sem kaj pozabil, Rok, kar prepustim, če te še kaj zanima. Jaz mislim, da smo ful dobro vse povedali in povezali. Je Ja. pa, ko smo že prej malo omenjali, kako je dobro, da je vse na isti lokaciji. Ja. Je pa tudi neka povezava tu z poročnim salonom Bela Grofica. Ja. Pa sem par besed na to temo. No. Ja, moja žena normalno je imela neko željo, da bi imela neko svoje podjetje, vedno bila za obleke, ne. Pa smo rekla, nič, bomo probala, ne, ni druga, ne, bomo šla v nabavo, naredila poročni salon leta 2019, ampak to je spet tisti čas bil, drugo leto korona, 2021 spet korona je bil tak, ampak se je prijelo in moram reči, da je zdaj kar uspešna, da je tudi kar prepoznavna, tudi prihajajo vse posod, tudi iz tujine prihajajo k njej. Tako da se kar vidi v tem, pa mislim, da so stranke res zelo zadovoljni, ker se posveti njim, si vzame čas, 2 urci, ni noben problem. Ni zdaj, da je to skozi odprto, je pač po predhodino. Ja, tako imamo mi iste zadeve, da ne pridejo sem. Dejansko se naročijo nevestice bodoče in prezavljaju. To je taka storitev, kot je to logično dejansko. Ja. Meni pride kar tako gledati. Ja. V torek popoldne po službi na hitrico. Se verjetno organiziraš, pač Ja. pogledaš, kire salone bi šla pogledati, Ja, če bi šla točno več. In se In pač se bukira, predvideva. ne, in se bukira. Ne. Ja. Ampak najdeš tu pa tam kjerega, da bi te poklical, ko se vozi, kaj ste odprti. Ja. Ne gre to tako na hitro, žal, ker smo zasedeni. Ona je tudi kar veliko zasedena, ima kar bukiranje preko spleta. Smo videli, da je to najboljše, ker preko spleta, tako da ni več klicev. Vseeno to ogromno nekih vprašanj kličejo, ne veste. In zdaj, ko imam preko bookinga, to je to kar malo lažje. Ne. Se s tem neko insidersko informacijo, Ja. da bomo tudi tam kmalu, da bomo kmalu gostili, tako bom rekel, Ja, tako da bomo še več zvedla. ja, da boste še več, bo ona malo sama povedala o tem. Ne. Dobro, da si se spomnil vprašati in povezati. Ja. Ja, Mislim, da je dobro pač povezati vse stvari, ki so ja, ki so tukaj, ne. povezane s tem. Ja, kaj se da tukaj dobiti, ja. Mislim- Včasih se še kera, samo malo se še kera najde, da mogoče nisem omenil, ne, da je to poročni salon, ko se pri nas Ja, poročijo. Ne. ja. Ampak mogoče tisti dan, ko pride na informativni sestanek, da mogoče malo preslišijo, ko mogoče druge stvari študirajo, ne, ker pravim pač vsak, ko pridemo, pravim pač vse povedati, kaj imamo tu, pa kaj lahko tukaj dobijo. Ne. Ja. Se tudi, ko si prej kapelca omenil, Ja. sobica si rekel, Ja. kapelca, tako vse. Kapelca, vse, ja, pomanjševalo, ne. Pa mislim, se ni zdaj to ogromna cerkev, ampak še Ja. vseeno to ni tako majhen, pa še ta balkon zgoraj v Ja. bistvu. Lahko neki ljudi spreme, ne? Ja, kar lahko, ja. Zdaj vedno se pohecam, ne vem, če več kot 100 ljudi jih probamo, če so želje vse nad spraviti, pač postojijo. A bom rekel, tam za 60 ljudi ni problem, lahko grejo notri, ne. Tako da, zdaj, ko smo ravno pri kapelici, lahko, ne vem, lahko župnik z naše strani, lahko ima svojega, tako da tudi tu smo prilagodljivi, ne, če je nekdo vezan na neko svojo faro, lahko z veseljem pride sem, pa ni noben problem, se to tu naredi, pa pravi, ne. Tukaj sem prvič delal vojaško poroko in je bil Ja. župnik, ja. Ja, bil vojaški župnik, Ja. je bil, se spomnim, ja. In je... Ne, ga lahko pohvalim. Ja. Pa ta en boljših obredov, kar se... Ja, se spomnim, Se ve. kateri je bil in Jan je res... Ker rekel, sproščen je, tak Ja, je ja. odprt, tak people person. Je res, Ja. res je bil fajn obred, no. Ja, ja. Vsi smo uživali, se smejali, solze so bile celo Ja. zelo, tako, ker niso najbolj pogoste na slovenskih Ja, ja. porokah. Ja, Tam so bile tudi solze in res je bilo dobro, ja. Nekaj, ki bi rekel, subjektivnega še. Ja, Katera je tvoja, ker ti si tukaj verjetno največ, no mogoče kakšne šivilja, ki je skozi vsak dan tukaj, da je mogoče več kot ti, ampak še vseeno, ti si tukaj Ja. zelo velik.
Katera je tebi najljubša lokacija dvorca Štatenberg? Ja, tole, kaj vidite, za tole okrog, mislim, da je to nekaj najlepšega. Ne. To, ko pokosim, pa ko vidim, da je zeleno, mislim, da je to tisti, to je meni najlepše. No. Nekaj najbolj Tu je najlepša. Ne. Mislim, da so še druge lokacije, ampak to mislim, da je predvsem. No. Kaj pa če bi lahko zbiral samo poroke zunaj ali poroke noter, pač pogostitev in talje? Če bi lahko zbiral, če bi jaz rekel, ajde, vse sobote 30 stopinj, zvečer 20, tule zunaj delamo vse, to bi bilo najlepše. Itak, ne. Bi tule zbral, je to res najlepše, ampak dobro, ne, pač moramo se malo prilagoditi vremenu, tako da moramo pač druge delati. Če bi gledal, tako bi mogel reči noter, po mojem, če bi hotel delati. Ja. Dejansko še vse na koncu, ti si ekonomist, pa veš, kako izgleda. Ja. Situacija z Darjem in z vsem, pač na koncu moraš delati, ne samo uživati. Ne? Ja. Je dobro, če lahko uživaš v delu, ampak Ja. brez dela tudi uživaš na koncu. Točno tako, ja. Drugač tale, to dvorišče, ja, pač mislim, tako iz, naj spikal sem angleški izrazi, pa ne znam, tega grand level, Ja, grand level. iz takole, ko smo zdaj, zgleda hudo. Ja, Če daš dron v zrak, zgleda zelo hudo, če greš gor na stopnice, zgleda hudo. čisto druga, ja. Ful veliko perspektiv je, pa dejansko iz nobene, pač meni je všeč, da ta dvorc, se verjetno, se ne bojo vsi strinjali, da ni čist nov, da dejansko se pusti, da mičken se vidi že njegova leta in to. Meni to da neko dušo, tudi dvorcu in vsemu temu, da dejansko je tak, ko je bil in tako naprej. Ne, in kamorkoli se postaviš dejansko, najdeš nekaj, ki je res lepo. Ja, tako da mogoče bi se strinjal s tabo. Čeprav mene prvič, ko si me poslal gor v tisto knjižnico, Ja, se pol zafotkati je dosti težko, ampak ta vhod pa to je pa ful zanimiv, ker dejansko ne veš, da je da je, ne. tam v steni noter ena luknja in da dejansko priješ noter. Teda, ko mi čakam, da enkrat prijem s tam malimi sem, Ja. Z veseljem. mali bo čisto nor. Ja, z veseljem. Ja, tako si omenil, ja, ravno zaradi tega prihaja sem, ker se vidi, da pač to staro, da je to staro 320 let, da ni to zdaj čisto poštimano v nulo, tako so nekateri dvorci, hrodovi po Sloveniji, pač to je dejansko prevzame, no, to Dušo. duša. Tu se meni poraja vprašanje, ne, kaj pa recimo stil porok tu? A je bolj kak modern ali bolj, zdaj prej je bilo že omenjeno, da so bila ena poroka, da so se oblekli Ja. kot v starih časih. Ampak. Bom rekel, da so bolj tak je moderno, ni pa bolj tisti običaj, so tak je bolj moderno, če gledamo to, ne imamo okrogle mize, aranžmaji veliki, pač ti lesenji stoli, pa te zadeve, bolj v tem smislu so poroke. Sem poroke Imamo danes. neke timske, ne, da je bila poroka nečemu posvečena, bilo kjer. Se poroke danes so relativno podobne ena drugi, pa zdaj ne govorim, da so vse iste, pa tako, ampak vsi smo danes tako, ne iščemo informacije ali pa pač ideje na Instagramu, Pinterestu, Facebooku, ne vem kje, vse YouTubeu in pa vsi vidimo podobne stvari. No, tako, Podobne stvari se nam izven vsega iti je ful težko, ful težko zdaj se ti najdeš neki srednje, pravim, da ne, ampak tako iz 100 primerov jih je 10, če jih je, ko ostavajo. Ja, da so malo drugačne. Ja. Ja, jaz tudi tako pravim, ne. Sicer vsaka poroka neka zgodba zase, ampak načeloma pogrinje, kuno, to pač je nekaj istega, ne, mize so take, ne moreš to zdaj iti na vsaki poroki malo drugače, ker tega pač ni možno, ne. Sem lani delal poroko, ko je bila, mislim, ko je poroko vodila njuna izbira glasbe, ne, sta metalca oba. Aha. Ja, hudo je bilo. Ja. Hudo je bilo. A veš, ni bila zdaj, pač ona vas imela band 2 uri, ko je bila pač energija čez 100%, ki je žgal na pol. Prej pa pol sta imela pa za vse, tudi za starše musko, pa to, ampak tako že samo Brad je bil, je bil tak, ki se reče, tismo, tako iz zavodi je simboličen obred, ni bil zdaj atičar. Ja, je bil simboličen. In je bil njima namenjen, tako, veš, ni bilo zdaj treba vse uradno govoriti pa to in že to je nekaj osebnega. Tudi če dejansko zdaj pač je bela poročna obleka pa vse to, še vseeno so lahko dogodki vmes, ki so namenjeni. Ko malo drugače, so pač malo bolj osebni ali pa kakorkoli, intimni že skoraj, ne. Ja. Si me zdaj lepo spomnil na eno poroko, sem jaz tudi imel nevesto živo Črnjo. V Črnju? Je bilo tudi, ja, sta bila tudi bolj taka. Jaz eno tako delo, ja. Tako delo. Mislim, mičke samo tudi fotografi pravite na to, ker dejansko so pač drugače delujejo stvari, ne. Ja. Pri nevesti recimo vedno gledaš, če imaš tek ozadje, pa je nekaj temnega, nekaj svetlega, postavi ženjena na svet del, nevesto na temen del, ki sta tako oblečena. Tukaj zdaj malo padejo te ideje. Ja, bomo malo drugače. Ja. Ampak je hudo, ja, pač črna, zelena je bila enkrat. Ja. Rdeča.
to je pa to pri meni, no, kar je bilo Ja. nekih različnih stvari, ampak o poročnih oblekah bomo govorili, ko prijemo naslednjič. Ja, ko prijemo naslednjič sem. Ja. Najbolj nenavadna želja, ki si jo izpolnil vlada poročencema. Ni navadna želja. Da smo lestence menjavali. Ko smo imeli v dvorani, ne? Te ni bilo šotora še, da smo menjavali, bil neki manjši lestene, če bi lahko predstavil, bil nekaj večjega predstavil, smo že tudi to montirali. Ja. Aha, pa Tak- si dejansko Pa montiral. ja, sem montiral, ja, ni bilo druga, če bila želja. Dobro, nimam treba imeti želje, zdaj za vsako stvar. Ja, ne. Kako tako da- malenkost bo zrihtal. Ja, probamo pač čim bolj prilagoditi, jaz vedno se pošalim, da pač dvorca ne moramo premakniti bliže njim, ne. Ja. To je edino, kaj je, ne. Ja. Ostalo pa lahko nekako prilagodimo stvari. Mislim, tukaj je Rok prej rekel, ali z dekoracijo se da najbolj nenavaden prostor spremeniti Ja. v poročno lokacijo. Ja, Tukaj ni treba veliko narediti, ampak če so želje, verjetno Ja. se lahko marsikaj marsikaj se da. prilagodi. Ja, jaz vedno pravim, ko prijem na sestanek informativni, ampak ko smo že pol tako daleč, rečem, da to je vajna poroka, ne, vidva si naredita dan, kot želita, vidva imeta muziko, kako želita, včasih vprašajo, kaj preporočaš. Jaz ne morem preporočati, ne vem, kak stil imata, ne. Ja, Daj vidva, veste, kaj bi želela imeti, daj ta vidva, ljudje se bodo itak vama prilagodili, ne. Mhm. Oni bo šli z vama skupaj, ne. Zdaj, če boste vidva imela DJ-ja, boste imela benda, boste imela sam bilo kaj, ne. se strinjam, ja, vsekakor. Ja. Zdaj pa na totalu se že vidi, da je malo sončka, Total- na rožica. Total je rekel, da se ne gre več. Se ne gre več. No, da zaključimo. Kjerkoli na rožicah se že vidi sonce, tako da bomo Ja. počasi iti proti zaključku. Ampak čisto zadnje še, da ne bomo, ker smo zdaj začeli smo s tem, da delate marsikaj, ne samo Ja. poroke, zdaj pa čisto za zaključek še grajska kavarna oziroma te vaše tortice. Tukaj lokalno ste kar znani po njih. Ja. Kira je najbolj zaželjena? Najbolj zaželena je tale sadna, Uh-huh. jogurtova tortica. Drugače pa jaz bolj, moje mnenje, mislim, moj okus je pa bolj na čokoladi. Na ne, čokoladi. Na čokoladi, ne, kakšna sahar tortica pri meni ne sme manjkati. Ja, tako da, če hočete vedeti, kak je dvorec, Ja. pridite na delo na tortico. Točno tako, Ga tako evo, spoznate? vabljeni vsi. Ja, to Tudi pa- ti z družino, vi dva, ne. Je že komi čakam, Ja. enkrat bo. Ja, Imam enega poslovnega partnerja tukaj zelo blizu, tako da bom to no. nekako združil vse skupaj. No, Bomo enkrat super, evo. prišli malo delati, čeprav ne dela, naj ne bi bila za delati. ja, ne. Sam veš, ko smo Ampak- mi, ko smo freelancerji, Ja. ja. skozi imamo upet v vse to. Moramo nekaj, ja, malo delati, malo Ja. uživati, ne. Tako da ja, z veseljem vedno, ne. Hvala, ker si nas sprejel tukaj. Izkoristili smo do zadnje sekunde, ti si tudi že malo na soncu viden. Ja, jaz tudi Da moramo pa počasi zaključiti. da Mi boš imamo čez pel. sonček, rad veš. Ja, mi smo Tako. rejali na sonci. Um, Ja, hvala tudi vama, ne. pa da za se čim čas. prej vidimo še na kakšni poroki. Ja, upam, z veseljem. Bomo, jaz sem prepričan, da. Ja, sigurno, sigurno. Zdaj po COVID-u je bilo mičken, je bilo ful velik porok po COVID-u, zdaj je bilo mičken, je šlo dol vse skupaj, zdaj se Ja. pa spet dviguje, zdaj je pa spet norišnica. Včasih se vedno vpraša, kaj se še kdo poroči, ne. Jaz mislim, da porok bo vedno več, Ja. da bo vedno več to. Porok ne bo zmanjkalo. Ja, ne bo zmanjkalo, ja, tako da. Sam prednji si delal poroke, nisi vedel, da je toliko porokov, ker zdaj, ko si ima To je bolj. res. Ja. To je res. Ja. 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 Mene tudi ko kolegi sprašujejo, pa a so poroke še? Ja, ja. Ali Ne bi si mislil, Ja. vse je logično, se če ne delaš tega, se ti zdi. Ja, te nisi tako, pa sploh, če nisi vabljen na nobeno poroko, ne. Ja. Mi pa, ko smo v tem vpeti, pa vidimo, da je kjer ogromno, ne. Že Tako je. povpraševanje vidiš temu, ne. Hvala ti za čas. Ja, hvala vama, za dvema, ne, pripravljenost. da sta prišla, Ja, pa se vidimo, pa se vidimo, ne. da pa gremo. Ja. Čau. Ja.